Tada! Ok, Spike. Zdaj pa poskusiva premet. Zapomni si, 2 zamaha, nato pa naravnost gor. Velja! Super ti gre, Spike. Da vidimo zdaj veliki zaključek. Ne vem, če je bil veliki, ampak zagotovo sem končal. Mogoče bi morala po Rainbow Dash. Ona me je naučila naprednih tehnik letenja. Ne, hvala. Če bom zamočil, bi to raje storil pred tabo. Ne razumem, zakaj noben tvoj nasvet ne pomaga. Zato, ker te uči letenja za ponije namesto za zmaja. Kakšna pa je razlika? No, kot prvo, mi nimamo perja. Wow, najlepša hvala! Kako si vedela, da moram samo upogniti svoja krila? Preprosto! To je osnovno znanje zmajev. Ponavadi te to naučijo starši. Spike, razmišljala sem o najni lekciji letenja. Aha. Ne morem verjeti, da sem spregledala nekaj tako preprostega kot je perje. Nič čudnega, da si imel težave. Želim si, da bi imela več znanja o zmajih, da bi ti pomagala. Misliš, da je življenje s poniji še kako drugače vplivalo na te? Spike? Si kaj rekla, Twilight? Oprosti, rad bi dokončal tole zahvalno blazinico za Smolder in saj veš, kakšen sem, ko se lotim vezenja. My little pony, my little pony. My little pony. I used to wonder what friendship could be. Until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. And magic makes it all complete. You have mine. Do you know you're all my very best friends? To je blazina, ampak ni za tvojo glavo. Čeprav bi lahko bila. To je okrasna blazina, bolj priročne so. Lahko jo uporabljaš kjerkoli. Ni ti všeč. Ne, ni to. Ampak zmaji ne uporabljajo blazin. Sploh. Kaj? Hej, kaj je to? Ne vem. Naravnost proti nama gre. Ok, zdaj pa ti res dolgujem za lekcijo. Hej, pozdravljena, mala zmaja. Ime mi je Slač. Kako kaj trese ta vajna repa? Si v redu? Ja, kaj se je zgodilo? Kaj pa? Ničesar mi ni treba pojasnevati malim zmaječkom. To morda res ne, ampak ranjen si in potrebuješ pomoč, zato te bom peljal v Twilight in igrači, če je to všeč ali pa ne. Grad, a? Vesela sem, da te je Spike pripeljal sem Slač. Slišala sem, da si v mestu pustil precejšnji vtis. Dobesedno, nastala je cela luknja. No, upam, da ne pričakujete, da bom popravil to luknjo. Nisi videti v formi za kaj takega. Zmogel bom. Zmaji skrbijo sami zase. Ne potrebujem pomoči ponijev, ki živijo v gradu. Dragec, bodi previden. V redu. Ne morem gledati. Ti nisi prvi trmasti zmaj, ki smo ga spoznali, veš? In včasih tudi zmaji potrebujejo pomoč. Obljubim ti, moji prijatelji in jaz ti bomo pomagali, da se postaviš nazaj na kremplje.
Vem, da si imel svoje dvome, ampak lepo te je videti takega. Hvala, pa že. Zato pa so prijatelji, dragi. Res imaš srečo, da imaš take prijatelje, mali. Pravzaprav sem bil zapuščeno jajce in Twilight me je vzgajala, zato so ti poni več kot samo prijatelji, moja družina so. Trudimo se, ampak včasih me skrbi, da Spike... Zamuja marsikaj zmajevskega. Res? Wow, ne morem ti povedati, kako sem vesel, da slišim to. Zakaj zakonjetajo, pa bi bil vesel, da to slišiš? Ničesar nisem hotel reči, ker se tvoje življenje zdi popolno, ampak nekaj moram priznati. Nisem po nesreči prišel v mesto ponijev. Iskal sem tebe, Spike. Jaz sem tvoj oče. Oprostite! Torej si nalašč strmoglavi v mesto ponijev? No, strmoglavljenje ni bilo nalašč, ampak bil sem namenjen sem. Povsod sem te iskal, mali. Si me iskal v kristalnem imperiju, tam sem dobro poznan. Pravzaprav je Spike pozna povsod. Ni veliko zmajev, ki živijo pri princesi prijateljstva. Vse to zveni tako preprosto. Želim si, da bi mi pomagali iskati. Ne morem verjeti, toliko vprašanj imam. No, kar vprašaj. Očetje z veseljem odgovarjajo na vprašanja. Moje najbolj pomembno vprašanje je preprosto. Zakaj sem bil zapuščeno jajce? Si prepričan, da ne bi vprašal česa drugega? To so boleči spomini. Tvoja mama je bila najboljši zmaj, kar sem jih poznal. Zmajski vladar jo je izbral, da gre v izvidnico za veliko migracijo, in čeprav je ravno kar izlegla tvoje jajce, sva vedela, da bo morala oditi. Ampak iskanje migracijske poti bi lahko trajalo celo življenje in ti si zaslužil poznati svojo mamo. Zato sem jo šel iskat. Tvoje jajce sem nesel na kraje, kjer ni bil še noben zmaj ali poni. Mimo gore Aris, zapuščenega doma hipogrifov. Si obiskal Kluge mesto? Ste bili kdaj v Kluge mestu? In hipogrifi so se vrnili na goro Aris, ko smo jim pomagali premagati nevihtnega kralja. Ste slišali za mesto zbiralcev lusk? Tam je tvojo mamo sled vodila do zaporniškega sveta lovcev na zmaje, kjer sem bil prisiljen izbrati med predajo sebe in predajo tvojega jajca. Seveda nisem nameraval žrtvovati svojega sina, zato so vzeli mene in od takrat naprej sem bil tam. Zaprt na kraj, za katerega ni slišala niti princesa prijateljstva. Wow. Kako si vedel, da sem fant? Kaj se je zgodilo s Spikeovo mamo? In kako je jajce kar samo prišlo do konjetaje? Želim si, da bi imel vse odgovore. No, to je vse v preteklosti. Vse, kar šteje, da sva zdaj skupaj in da bova nadoknadila izgubljeni čas. Upam, da nimaš nič proti, ampak naredil sem seznam reči, ki bi jih rad počel s svojim očetom. Proti? Spike, fant moj, s tabo ob strani se počutim, kot da je mogoče vse. Kaj bi rad počel najprej? No, seznam pišem že dolgo časa. Rad bi počel vse to? Mislim, ni nama treba. Če misliš, da bodo stvari na tem izjemno dolgem seznamu zapolnile luknjo, kjer bi moralo biti tvoje zmajevstvo, potem bova storila čisto vsako izmed njih. Moram verjeti, da sva počela vse te reči, ampak to so bile moje želje. Je mogoče kaj, kar bi ti rad počel z mano? Ne ravno.
No, mislim, z veseljem počnem, kar želiš, ampak če bi imel takle grad z vsemi temi rečmi, bi verjetno samo poležaval in lenaril tako kot pravi zmaj. Pravi zmaj? Ja, nisem presenečen, da ne veš tega. Twilight te je vzgojila kot ponija. Skoraj nič nisi zmaja. Živja, Spike, kako gre s ladjem? Če sem iskren, sem mislil, da se bom ob njem počutil bolj zmajsko, ampak se počutim samo še manj. Žal mi je. Ko bi ti le lahko pomagala. Ja, presneto. Mislim, da ne bi smel reči, da si bolj poni kot pa zmaj. Želim si, da bi imela kaj več skupnega. Mogoče se lahko domislite, kako bi lahko povečali Spajkovo zmajskost. Misliš, da lahko kaj storiva? Veš kaj, sin? Mislim, da ja. Spike, naučil te bom nekaj reči o tem, kako biti zmaj. Poslušaj me, fant, ker bom to povedal samo enkrat. Glej, v kakšnem gradu ti živiš. Super je, kaj ne? Tu ne moreš biti zmaj. Morem? Glej, vso to zbirko knjig. Hej, ravno kar sem jih organiziral. Preveč udoben je ta kraj. Verjemi mi, za vse bom poskrbel. Vidiš vse te fine poni reči, s katerimi si obkoljen? To je prva stvar, ki mora stran. To za zmaja ni brlo, poglej, vse je mehko. Vsi ti kupi nobel oblačil. Kaj pa ti reči, je to zato? Ni ga dovolj. Da spet boš zmaj, bo res potreben dril. Zmaj ta veličastna je, da zmaj zato ne briga se. Znebit na vlake morava se znaj. Z resnico zdaj sooči se, ker ves čas gledaš ponije. Tukaj res ne moreš biti zmaj. Dobro opravljeno, fant moj, ampak to je šele začetek. Zmaj vsak ima svoj korak in gibanja način. Glej, naj pokažem ti kako. Stvari vse, ki tukaj so, ti prostor jemljejo. Zmaju nepotrebne so. Znebi se tega in tole pa super. Življenje te razvadlo je, odeje in blazinice. Lepo dišijo, ampak pazi se. Zmaj vsak naj svoboden bo, trenutno s tabo ni tako. Odkdaj si zmaji čistijo zobi? Ja, daj! Ta bajta veličastna je, a zmaj zato ne briga se. Znebit na vlake morava se zdaj. Ampak kaj ne storim? Pograbi vse in meni daj, po teh na svetih se ravnaj. Tukaj res ne moreš biti zmaj. Prav imaš, se že počutim bolje. Vidiš, kaj sem ti rekel? Srečo imaš, da sem te našel. Zdaj pa pojdi po še. Ja, prinesel ti bom vse ponje reči, ki jih imam. Očka. Super, pojdi ponje, sin. Tale stari zmaj bo tu ostal. Spike, hotela sem samo preveriti, če vam je s ladjem uspelo prebuditi tvojo zmajskost. Težko mi je, ker sem te vsa leta puščala na cedilu. Žal mi je, nisem te hotela zmotiti. Ne skrbi, moj grad je tvoj grad. Seveda, no, pustila te bom samega. Spike, zelo mi je žal. Moje jutro ni ravno najboljše. Kaj je vse to? Zakaj si tako zgodaj zapustil grad? Nisem odšel, noč sem preživel zunaj, da bi stopil v stik z zmajem v sebi. Zunaj? Ja, in Slač me je prosil, če mu prinesem najboljši zajtrk mesta Ponijo, da mi bo pokazal, kako bi ga pravi zmaj pojedel. Se vidiva? In zato sem mislila, da bi lahko s pomočjo zemljevida... Živ je družba. Očka mi je kazal, kako bi se pravi zmaj obnašal v prestolni sobi. Zmaji radi lenarijo potem, ko si uredijo kremplje. Če mi oprostite, čas je za mojo kopel. A ni najboljši? Ne vem, če bi uporabila to besedo. Spike, kopel se ne bo pripravila sama, sin. Takoj pridem. Očka?
Vesela sem, da ne bo še ene noči preživel zunaj. Oh, pa jo bom. Samo dobro knjigo za lahko noč iščem, da jo bom prebral očku. Lepo je, da imaš nekoga, ki ti bo pokazal, kako biti zmaj, ampak si prepričan, da je to res tisto, kar Slač počne? Kako to misliš? No, zavzel je tvojo sobo, razmetava okoli sebe. To je zmajevska kultura. Ti se nikoli nisi tako obnašal. Zato, ker si me ti vzgajala. Zdaj imam priložnost videti, kakšen bi moral biti. Mislim, da ne bi smel biti drugačen od tega, kar si že zdaj. Mogoče pa ti ni všeč, da imam zdaj pravega starša. To ni res. Vesela sem, da je Slač tukaj. Želim si le, da ne bi bil tak. Zmaj? Ne more verjeti, da imaš od vseh ponjev ti problem s tem. Kaj se ti je zgodilo? Zunaj sem spal, tako kot pravi zmaj. Zmaji naj ne bi živeli v gradovih. Verjetno res ne, ampak jaz živim v šoli. Nikjer ne piše, da moramo živeti zunaj. Tako zmeden sem. Super je, da mi je Slač pokazal, kako biti pravi zmaj, ampak Twilight ne razume tega. Kako to misliš? Ne prenese, kako dober zmaj je Slač. Mogoče bom nekoč tudi jaz lahko poležaval in lenaril tako dobro, kot to počne on. Kaj? No, ne zdaj seveda. Preveč zaposlen sem s prinašanjem ponji reči, da mi pokaže, kaj bi zmaj storil z njimi. Torej, Slač samo poležava, medtem ko mu ti strežeš od spredaj in zadaj? Zmaji so nesramni in oporniški, ampak niso leni norci, ki izkoriščajo svoje otroke. Zdaj sem še bolj zmeden. Jaz tudi. Povej mi vse, kar ti je Slač rekel o tem, kako biti pravi zmaj. Hej, kaj se dogaja, sin? Twilight ne mara pravi zmajev v svojem gradu, zato sem ji obljubil, da bova odšla. Kaj? Spike! Našla sem popolno jamo, kjer bi lahko živela. Niti udobnih skal ni v njej. To res zveni popolno? Ne pa ne. Mislim, da ti nisem še dobro pokazal, kako bi zmaji živeli tukaj. Ampak ne bova več živela tukaj, zato je vseeno. Meni ni vseeno. Jaz bi rad poskrbel, da imaš vse znanje, ki ga potrebuješ. Saj ga imam. Očka, toliko si že delil z mano. Tu vse je premehko, razvadiš se zelo. Tukaj res ne moreš biti zmaj. Stoj! Nisem tvoj oče! Kaj? To sem rekel samo zato, da bi lahko živel v tem super gradu. Torej si se pretvarjal, da si moj oče? Ne, glej me tako, mali. Storil sem, kar bi storil vsak zmaj. Ne, pa nisi. Hej, videl sem priložnost in jo izkoristil. To pač zmaji počnemo. Ne, pa ni. Veš kaj? Tega ne potrebujem. Odhajam. Uživaj v mestu ponjev. Vzel bom to blazino. Ne morem verjeti, da bi me nekdo tak lahko naučil, kako biti zmaj. Verjetno je res težko odraščati, če ne veš, kdo si. Saj to je to. Točno vem, kdo sem in kako sem postal tak. Twilight? Živjo. Kje je tvoj oče? Odšel je. Izkazalo se je, da ni bil tak, kot bi moral biti pravi zmaj. In ni bil moj oče. Spike. Tako mi je žal. Jaz sem tisti, ki mu je žal. Skrbelo te je zame in jaz sem izgubil živce. Slač je bil en velik prevarant. Priznati moram, da nisem presenečena. Ni mogoče, da bi bil tak zmaj v sorodu s tabo. Ampak, če bi vseeno rad poiskal svojo pravo družino, razumem, če bi hotel preživeti več časa v zmajevi deželi. Mislim, da ne. Saj že vem, kdo je moja prava družina. Jaz, kaj ne? Sicer pa ne bom živel brez blazin. Za Minimax sinhronizira produkcija Falcon.